Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob predpremiero naše naslednje predstave Revizor, avtorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, drži Ire Ratej in njene ustvarjalne ekipe, pa če jih kar predstaviti, ki so danes tukaj. Ira Ratej je gospa na sredini, potem ob njej je Eva Jagodic, ki je dramaturginja, potem scenografinja Barbara Matulj-Kalamar, potem je tukaj še Katja Komlanec-Koritnik, ki je bila kostumografinja v tem projektu, in z nami sta tudi dva igralca oziroma igralka in igralec. Ne še starosta, vendar dolgoletni član in v različnih funkcijah, se pravi Gregor Usenik, ki bo igral župana v tej predstavi, in pa ena najnovejših članic v našem gledališču, Tinkara Verbinc-Burnač. Sem prav izgovoril. Ki je tudi koreografka. Ki je tudi koreografka v tej predstavi, tako da je v dveh vlogah. Poleg lekturo je poskrbel Renato Horvat, potem asistentko kostumografine je Bojan Lister. Mislim, da nisem nikogar izpustil. Zasedba pa je, kot je pri Revizorju, velika. Nekaj je bilo črt, tako da mislim, da imamo en tak cvetober Šentjakobčanov v tem projektu, za katerega smo hvaležni seveda v prvi vrsti, da je prišel na oder, prvič sploh ta naslov, naši prejšnji umetniški vodi, gospe Mojci Kreft. Za danes moramo opravičiti našega sedanjega umetniškega vodja, doktorja Roka Andrasa, se opravičuje, zaradi obveznosti ni mogel priti, vendar mislim, da smo tukaj v dosti veliki zasedbi, da bomo zlahka odgovorili na vsa vaša vprašanja, predvsem pa predstavili en tak velik, lep projekt. Kot sem že menil, v tem projektu je zbrano veliko naših dolgoletnih članov, tudi članov in igralcev, ki so nekako v zenitu svojega ustvarjalnega napora in ustvarjanja tukaj v ljubiteljskem šentjakobskem gledališču. Jaz se še enkrat na tem mestu zelo lepo zahvaljujem ustvarjalni ekipi, da je imela potrpljenje delati z nami, da nam je prenašala veselje, je prinesla en vreden tekst, eno vredno režijo, in se zelo veselim premiere in vseh ponovitev, ki bojo, in še enkrat hvala lepa. Zdaj pa bi mogoče povabil prvi vrsti Iro, da poveš, kako je prišlo do tega projekta in pa vse, kar še pritiče do današnjega. Ja, kar se tiče tega projekta, je tako, da je z mano govorila prejšnja umetniška, to je Mojca Kreft, in sicer me je povabila k sodelovanju, ker je rekla, da nazadnje sem delala 12 jezdnih mož, da pač si članstvo želi delati z mano, kar pač je absolutni kompliment. In seveda je me spustila v iskanje besedila, in sicer je rekla, da si po skladu sezono, ki jo je postavljala takrat, želi nekaj duhovitega oziroma smešnega in političnega. Ker seveda, vse veste, polje dramskega ustvarjanja je grozno široko in tudi to je še kar široko polje, kar je rekla. Tako da jaz sem kar precej brala takrat in Revizor je res bil eden prvih tekstov, ki sem jih odprla, ki me je seveda takoj ohladil, zato ker sem videla, da je 26 oseb. In to je seveda, mislim, jaz sem pač imela to izkušnjo z 12 jezdnih mož, kjer je bilo 13 nastopajočih, seveda, da je to v danih razmerah, ljudje imajo tukaj službe in tako naprej, svoje obveznosti, da je to zelo težko dobiti skupaj. 12 jezdnih je sploh bilo zelo težko delati, ker so vsi ves čas na odru.
No, in sem rekel, ne, 26, to je preveč. In potem sem vse sorte brala in v bistvu mi je seveda revizor ostal v izjemno, kako ne rečem, ščemečem spominu, zato ker seveda je to besedilo o korupciji in to je univerzalna tema. To je tako, kot bi pač bral eno besedilo, ki je nastalo tukaj ali pa, če hočete, v katerikoli državi ali pa tudi v kateremkoli zgodovinskem obdobju, ker recimo pač s korupcijo so se ukvarjali že stari Egipčani. Tako da je, in potem sem šla še enkrat nazaj, tudi videla, da ga pravzaprav, da ga ljubiteljske gledališča zelo redko postavljajo, večinoma od Gogoljev postavljajo Ženitev pa Kvartopirce, kar me je seveda še dodatno preplašilo, ampak pol sem seveda bila že tako v, kaj ne rečem, svojem pravičniškem besu nad državo in tem, kar se pač v tej državi dogaja, tako odločena, da pač bom se lotila tega, da sem se seveda zavedla, da imam možnost odrske priredbe, ki sem se jo tudi lotila. To je dosti kruto početje, v tem smislu, da seveda moraš pobijati osebe in od 26 jih je ostalo 11. In seveda to na nek način seveda pomeni, da malo poškoduješ samo tvarino, po drugi strani pa sem se do tega tkiva vedla, tako da sem ga majčkeno aktualizirala, ne prepoceni, ker tudi ni bilo potrebno, zaradi tega, ker ko vi berete tega župana in njegove replike, tudi samo pri Gogolju, lahko se samo odločate, na koga vas najbolj spominja med našimi politiki, se pravi te neposredne izkušnje, ki jo imamo dnevno z njimi. No in seveda sem potem pač prišla do teh 11 oseb, ki tudi niso več na odru. To me je tudi tolažilo, se pravi, da sem vedela, da bom lahko delala parcialno, ker čas je omejen v vsakem pogledu, tukaj to je nekaj, čemu se ne moramo ogniti. In potem smo skupaj s sodelovanjem z direktorjem in tako naprej naredili zasedbo, seveda tudi s članstvom, ker tle seveda pač ljudje morajo pristati na to, da bodo žrtvovali svoj prosti čas. In smo se tega lotili in moram reči, da seveda je pač ob študiju se je izkazalo, da je to komedija, ki uporablja vse komedijske koncepte, če smem tako reči, ali pa orodja, od tega, da je situacija tista, ki je komična, do tega, da je to vsaj zdaj na odru tudi komedija vrat, se pravi neka ta klasična francoska, do tega, da je komedija rekvizita. Namreč pri tej, zdaj, če ne bom rekla čisto posodobitvi, ampak vsekakor pri približevanju našemu času, sem se odločila, da bomo likovno, o tem bosta več govorili moji sodelavki, pa tudi Eva. Jaz sem se odločila, da bomo to postavili nekako v 70. leta. Zakaj zdaj v 70. To je duhovita anekdota, ki sem jaz to poslala Gregorju Useniku v branje, pa sem napisala, to bo tako kot v 70-ih, in pa je on meni napisal, jaz ne vidim, kje ti vidiš 70. nota, ampak v redu, če ti tako praviš. No, skratka, 70. zato, ker takrat seveda še ni bilo vseh teh modernih pripravic, ki jih imamo danes, tudi telefon je vsaj pri nas bila še dokaj redka dobrina. Veste, smo kopali jarke, zato da smo si napeljali do hiš, pa dvojčke smo imeli. No, v glavnem in je, takrat so pač tudi še pisma nosila neko informacijo, pa še časopisi so se brali in tako naprej. In manjši, kot je bilo okolje, manj je bilo teh dobrin na razpolago, teh komunikacijskih. No, tako da v bistvu pač seveda 70. ponujajo tudi svoj vrstni izziv, kar se tiče, bomo rekla, te likovnega vtisa. No in ko smo to nekako imeli skupaj, smo se začeli ukvarjati
s tem besedilom, kamor sem unesla pa še eno stvar, ki je pravzaprav, kako bi rekli, kontra Gogolju. In sicer Gogol je insistiral, da so na odru samo slabi ljudje. Se pravi, te, ki se jim smejemo, kot vemo, pač to že po Aristotelu, smejemo se slabšim od sebe. S tem, da seveda gre tudi za specifično razumevanje Gogolja, kar se tiče komičnega, ker on pač meni, da s tem, ko se smejemo tem ljudem, se pravzaprav smejemo sebi in da je ta smeh, torej, ki je namenjen nam samim in slabemu v nas, pravzaprav očiščujoč, da je katarzičen, skratka. On je o tem zelo veliko pisal. In je zadeva pač taka, da je bila moja želja, da seveda, da dam noter tudi, ker danes mi več ne živimo v kakšnem zelo subtilnem času in je treba pač poskrbeti za to, da vidimo, kdo je tudi žrtev te, bomo rekla, korupcijske družbe ali pa družbe, ki jo zelo nažira korupcija in seveda sem uvedla, tam je sicer Miško, pa zelo majhna vloga je služabnik pri, oziroma, ja, asistent ali kako, pomočnik pri županovih, jaz sem to spremenila v gospodinjsko pomočnico Mišo, ki je mlada, izobražena prekarka. Se pravi, nekdo, ki ima, bom rekla, neke te službe, ki niso dolgotrajne, predvsem pa neka dela, za katera ni šolana, je sposobna, ona ima neko višjo izobrazbo, pomiva pa posodo, pa pometa, pa tako naprej. In seveda je, bom rekla, ta razpon družbeni potem takoj viden, da eni ljudje, ki so znotraj kroga in si podajajo te denarje, usluge in tako naprej, živijo dobro, medtem ko en velik del, če zdaj tako rečemo, katerih predstavnica je ta Miša, pa ne tako zelo dobro. In seveda to rezultira, kot veste, se to lahko vidite tudi pri nas, v begu možganov, oziroma tudi v neki apatiji, ker te mladi ljudje pravzaprav nimajo občutka, da lahko na kakršenkoli način vplivajo na družbene spremembe ali tudi konec koncev na svojo lastno usodo, kar je najbolj tragično pri tem. No, tako da to je moj avtorski dodatek temu, zato ker jaz seveda verjamem, da ima smeh moč, ampak moram reči, da ne morem čist pritrditi, vsaj ne danes več Gogolju, da bi ta smeh lahko v družbi karkoli spremenil. Jaz si te iluzije ne delam več, kot pač enostavno umetnost je zgubila to, rečemo, revolucionarno ali kakorkoli, ali akcijsko silo spreminjati. Mi smo pravzaprav neki komentatorji vsega tega, kar se dogaja. In v tem smislu je treba tudi na nek način brati to, kar vidite na odru. Hvala. Draga Eva, na kakšen način ste napenjali ogledalo v družbi? Pravi, da Ira, da ne blešči več dovolj v oči diktatorjev oziroma tistih, ki so na vrhu. A ima komedija moč ali ima revizor zdaj moč, glede na to, da smo slišali, da ste delali sodobno aktualizacijo, ki je pa hkrati retro, se pravi nek tak steampunk retro, socialistična izvedba revizorja. Jaz mislim, da je to neko subtilnost, ki jo nosijo te stare komedije, ki jo moraš res razumeti, da se lahko vidiš v njej, da je Ira zelo lepo potegnila ven in zelo lepo rešila s tem, da je ne samo aktualizirala tekst v smislu jezika, ki ga je pač poenostavila in naredila tem bliže nas, da ne govorimo več tipično gogoljevsko, ampak je tudi noter ustavila kakšno repliko ali dve, v kateri se vsi vidimo, zato ker
smo jih slišali oziroma jih poslušamo na dnevni bazi. Glih včeraj, ko smo imeli prvo testno publiko, recimo temu, je bilo to zelo očitno. Vsake toliko, ki je padla kakšna replika, ki jo poznaš ali iz časopisov, ali si jo že osebno slišal, ali tako, je bil odziv, je bil takojšen odziv in je bil močen odziv in so ljudje vedeli, da gledajo sami sebe. Ni bilo treba več nekega globjega razumevanja, ni bilo treba več da moraš biti 100% zraven zato, da boš dojel, kar včasih je pri kakšnih teh starejših tekstih, ki niso toliko za on pas. Tle pač ne moreš faliti, ko te brcne v koleno in veš, da to je tu in zdaj in veš, da se sebi smejiš, pa se ne moreš zadržati, ker še zmeraj je situacija taka, da kaj pa boš drugega, kot da se boš smejal. Drugega ti ne ostane več. Še posebej v Šentjakobskem. Barbara, tukaj poleg te, se pravi, aktualizacije pa je še ena poteza in sicer ta igrivi prostor te predstave, ki je, kot smo slišali, v izvirniku izredno raznovrsten, napolnjen z 12 liki, kljub črtam še zmerom ostane velika zasedba 11 ljudi in to so zelo raznolike osebnosti, zelo močni naboji, posebni karakteri, če se milo izrazim. In seveda taka zastavitev nabita zahteva tudi poseben prostor igre in igrivosti. Ja, jaz najprej bi se zahvalila Iri, da me je povabila zraven, ker moram reči, da se že dolgo nisem tako zabavala v snovanju kakšne scene kot tukaj, ker je preprosto to polje 70-ih, ki ga raziskuješ, polno enih čudovitih, bizarnih, nenavadnih in ne vem kakšnih še elementov, ki seveda vsi kar kličejo, da bi skočili na oder in se udeležili dogajanja. 70-ta so tudi leta mojega otroštva, tako da je bila pri tem raziskovanju seveda ena mera nostalgije, obenem so pa od tega, kar v prostoru, vizualno, v oblikovanju, v arhitekturi in tako naprej vidimo danes tako popolnoma drugačna, da seveda do tega tudi z neko distanco dostopaš, kar oboje pride zelo prav, ker na koncu moraš vse to, kar si našel v velikem navdušenju, zreducirati do tega, kar na odru dejansko potrebuješ, ker ne smemo pozabiti, da je scena prostor, v katerem se dogaja zgodba in ne zdaj repozitorij vsega čudovitega, kar bi lahko v njem bilo, ampak da dejansko iz tistega, kar si našel, izluščeš tisto, kar bo koristilo pri poti zgodbe naprej. Upam, da nam je pri tem uspelo, kolikor toliko. Kot prostor smo pa si zamislili, recimo temu en kulturni dom, zadružni dom, dvorano, kakršne so bile v 70-ih zelo, ne samo popularne, ampak dejansko so bile uporabne. V njih se je dogajalo cel kup stvari, res čisto vse, od kulture do zabave, vse, kar je bilo namenjeno temu, da se ljudje družijo. Nekaj, kar smo danes že tehnologijami in vsem, kar se nam dogaja, precej pozabili. Torej, naš prostor je zasnovan tako, da zdaj, to se nam je malo zgodilo, malo je pa pač tukaj v njem tudi resnice, da je v ospredju tisto, kar služi telesu. Torej, šport in prehrana. Kultura je pa postavljena nekam v zadje. Seveda, malo je stvar funkcije, če je pa to stvar tudi komentarja sedanjega časa, naj pa presodi vsak sam. Ja, verjetno je res, da mora najprej človek poskrbeti za eksistenco in tiste bazične funkcije, in te so v blatu in v telesu in tako naprej. Potem pa dvigamo osebnosti k duhu in zagotovo je tukaj nekaj stvari šlo narobe, ker se kaže tudi pri rešitvah, ki so botrovale podkrepitvi tem likom v kostumografskem smislu.
To zagotovo niso ljudje, ki bi bili dolgočasni in ki bi imeli verjetno urejeno življenje. Ja, kar se tiče kostumografije, za razliko od Barbare, sem jaz lahko vse banalnosti in bizarnosti iz mode 70-ih uporabila, ker pač te like res veliko ponujajo. Izhajali smo pa res čist iz scenografije pa iz barv, jaz sem izhajala skozi iz barve in sicer iz kravate od župana, ki je bila prva stvar, ki mi je prva stvar, ki mi je padla pod roko, je bila ona kravata, ki jo ima on na odru in potem se je tako res te rjave, oranžne in te barve, ki so bile v 70-ih in se v bistvu zaradi, ker je kot zmeraj je težava z sredstvi, nisem se omejevala v glavi, kakšni morajo biti, ampak sem šla najprej poiskat v teh barvah kose stvari, ker vnaprej sem nekako si zamislila približno, v kakšno smer morajo iti, ampak potem so pa v bistvu te iz preteklosti, se pravi iz fundusov, iz MGL pa iz Šentjakoba, ki so kosi dejansko stari, dejansko so noter že 50 let, in so to, malo se pozna tudi v tem, da kaj pač razpade, pa je treba nadomestiti, ampak v resnici je kostumografija nekaj najbolj zabavnega, kar sem počela v zadnjem času, ker so 70-ta res neverjeten, slikovita in zelo uporabna za na oder. Ja, neka nostalgija nas bo zagotovo ob tej predstavi objela tako in drugač, pa tudi ene lepe stvari v življenju, katerim je pa tudi zelo zavezan glavni junak te predstave, župan. Gregor, ti si šel tako kot vsi ostali igralci, čez en ploden in tudi duhovit proces. Ja, najprej bi rekel, jaz danes nisem vedel, da je ta kravata tako centralna. Za mene je bila malo prekratka, ker sem si jo zavezal. Danes naprej pa vem, da bom ravnal z njo tako iz Titovim kipom moj oče. Tako da bom bolj pozoren do nje. Je pa dejstvo, da rekel si, ne vem, centralni igralec, klej mislim, da je predvsem v tej predstavi smo tim. Brez tima in tudi, ko boste predstavo gledali, tim gradi vrednost te predstave, igralci. Imamo naporne stvari, marsikdo pri nas, moram reči, da so ene bolj napornih vlog v tem Gogolju, ampak dejstvo je, da je tim tisto, kar mislim, da je tukaj prevlada nekako kvaliteto prinese in res sem hvaležen, da sem s tem timom ne samo vsem tem, ki so danes tukaj, ampak igralskim timom delo, ker smo bili res že drugič letos taka ekipa, da smo lahko nekaj naredili. Zdaj, kaj bo vam prišlo, jaz mislim, da bo v redu, bomo pa videli. Zero Rate sem si želel delati že kar nekaj časa. Jaz sem imel to srečo, da sem delal recimo z Zvonetom Šedelbarjem, ki je zdaj že malo starejši gospod, ima že svoje probleme in res Zvone Šedelbar je meni dal, kar se tiče amaterskega igralca, zelo velik in bi rad zato ga tudi omenjal danes. Se mi zdi, da je mogoče malo prevečkrat pozabljen, kar je naredil recimo za ta teater in ga bi večkrat omenjal. Ker on je res, meni kot igralcu je bil en od tistih režiserjev, ki mi je dal največ. In ko sem spremljal Iro, me je po eni strani Nadela zelo spominjala na Zvoneta, vem, da sta tudi skupaj delala. In jaz sem si od nekdaj, ko sem gledal 12 jezdnih mož, pa ko smo se že menili, da bo Ira delala in vse to zmer sem si želel igrati v predstavi, ki jo bo Ira režirala. In sem tudi vse naredil, da sem letos igral. Tako da, ker mi je Ira poslala tekst, sploh nisem, jaz sem ga bral predvsem iz spoštovanja do tega, da ti en tekst režiser pošle, več pa ni bil dvoma. Sem ga prebral bolj zaradi spoštovanja kot tega, da bi bral, kaj bo. Ker sem vedel, da bo tako kaj Ira rekel, da to more. Dejstvo je nekaj drugega. Mi smo amaterski igralci, mi nikoli ne bomo dosegali ravni profesionalcev, zato ker nimamo teh bazičnih tehnik, ki jih tam 4 leta pilijo, ki jih učijo. In pa nas je zelo pomembno, da nam režiser vsakič znova prinese
eno znanje, eno energijo, pa lahko, ne vem, jaz bom imel verjetno hmalo, se ne vem kdaj, ampak hmalo bom imel 1000 predstav, ampak no, vsak režiser mi mora še zmeraj marsikaj povedati in marsikaj me naučiti. In moram reči, da je bila blazna želja Ziro delati, pravijo, da je treba biti pozoren, kaj si želiš, ne? Ampak tokrat izjema potrjuje pravilo, tukaj sem si res želel in tudi dobil tisto, kar sem res hotel in sem zelo blazno srečen, da sem Ziro delal, ker sem se veliko novega naučil. Zdaj bom to znal pokazati v Ira, prostim, vsega ne. Dejstvo je, da bi bil študij zelo naporen, zelo dolg, po eni strani vaje so bile zelo dolge v primerjavi s kakšnimi ostalimi. In temelji del Ira je v bistvu zelo, kako bi rekel, natančna oziroma perfekcionistka in hoče svoje stvari, pa a jih doseže ali ne, to pa na nas vedno ne, ampak bolj, ko si perfekcionist, jaz nisem po naravi perfekcionist, jaz sem bolj generalist, ampak te perfekcionisti me zmeri malo dalj silijo, čeprav meni to, vemo malo bolj po domačno. Se pravi, zelo sem vesel, da sem v tej predstavi nastopil, zelo sem vesel, da sem imel vas tim okrog sebe, zelo sem vesel, da imam zdaj tudi, da vidim, da je ta monument kravata na meni. Tako da, ne vem, vse vabim, da pridete, da vidite, kaj smo naredili in da jaz verjamem, da bo predstava, ki bo ljudem vsaj všečna, če bo pa s sabo domov kaj nesel, to je pa njihova stvar, ne naša. Ja, tukaj, ko si govoril, lepo je videti, da se par dni pred predstavo pravzaprav te energije pred odrom in potem na odru tako lepo poklopijo. Že dolgo nisem videl pravzaprav tako harmonično ustvarjalne skupnosti zadnje dni hote izvaja z nasmehi ven in ko pride to pričakovanje pred premiero, je veliko stresa, veliko živcev, ampak tukaj so se stvari ne naključno zelo lepo pokrile, poklopile. Ta zahvala gre zagotovo v prvi vrsti Iri, kajti mogoče, če izdam še to, da ta avtorski poseg oziroma dodatek ali komentar, kakorkoli gledamo na uprizoritveno predlogo, je zagotovo prišel tudi z mislijo na konkretne šentjakobske igralce, ki ste zasedeni v tej predstavi. In tukaj gre, jaz to berem kot en poklon našim igralcem oziroma tudi to, da profesionalka pozna ljubitelje tako dobro, da z njimi v misli piše oziroma pripravlja zadevo, je res nekaj, na kar smo ponosni in tudi zelo hvaležni. Res, da mogoče nimamo bazične tehnike, ampak od letos imamo pa Tinkarino tehniko. Tinkara je bila v 2 vlogah neizdan, da je bila Tinkara letos, se pravi v preteklem letu, konec preteklega leta sprejeta na audiciji. Krasno ustvarjalno bitje, zagotovo. V tej predstavi je seveda njena prva predstava v Šentjakobskem gledališču in še več, kmalu po nekaj vajah se je izkazalo, da bo Tinkara nastopila tudi v vlogi koreografinje in tudi zaradi tega so se energije fino razplesale in razigrale. Pa bi prosil tebe, da deliš mogoče tako svežo izkušnjo. Tukaj imamo človeka, ki ima 1000 ponovitev, ti imaš pa tiste 0 stran, pa samo eno. Ja, tako. V bistvu meni je bilo zelo zanimivo, ko sem prišla v neko družbo, ker sem imela občutek, da se že vsi med sabo zelo dobro poznajo. In pol kot novinka, pa še to, da sem mogoče najmlajša, mi je bilo tako malo, preden sem šla na vaje, me malo skrbel, kako bo zdaj vse to potekalo, pa kakšne bojo energije. Ampak moram reči, da takoj, ko sem prišla, sem ugotovila, koliko je vse nekako sproščeno, ne vem, zakaj se jaz vedno obremenjujem s temi leti, ampak pa sem prišla sem in sem ugotovila, da se kar vsi med sabo družijo. Ne glede na leta in ne glede na to, ne kakšno vlogo imaš, ne a si režiser, ne a si dramaturg, ali si pa kostumograf, ali pa en najnižji igralec. Ne vem, res lepo je biti sprejet v tako družbo in še enkrat najlepša hvala. Pol, ko sem pa zvedela, da bom koreografijo delala, sem pa v bistvu navdušena, zato ker se še nikoli nisem preizkusila v tem, ker sem bila vedno na drugi strani. Sicer mi je ples zelo blizu, ampak ponovadi sem bila na odru, plesalka, tako da me je bilo na začetku malo strah, kako bom zdaj jaz
to koreografijo vse sestavila, pa mi je Ira nekako take odprte roke dala. Ona je rekla, na tole muziko, toliko pa toliko dolgo, v tistem stilu, ki je hotla. In pol nekako smo kar začeli delati in seveda nisem delala koreografije za plesalce, ampak za igralce, kar je bilo v bistvu še bolj zabavno, kot delati koreografijo za plesalce, ker plesalci nekako vse, kar narediš, naredijo tako, da je prav, ampak velikrat nič več ni tam. Torej, je koreografija, gibi so super, igralec pa da noter, mogoče če gibi niso super, je pa energija vedno super, oziroma tisti namen, zakaj sploh ples je v predstavi, je vedno tam. Tako da, ja, moram reči, da sem zelo uživala tudi v tej vlogi. Hvala lepa za tvoje vloge in za tvoje funkcije. Hvala vsem za te odgovore meni, sedaj pa povabim vas za kakšno vprašanje ali pa komentar, samo Niko, ko se še porodi, če sem kaj izpustil pomembnega. Lahko še o glasbi kaj poveste, kakšna bo? Ja, glasba bo, jaz seveda sem kot otrok doživljala 70-ta, kot moram reči, na najbolj groznih obdobij, kar se tiče glasbe in kar se tiče mode in kar se tiče vsega, ker se mi je zdelo, da prav mene je doletelo, da moram živeti v tako neestetski dobi, ker med pač zvonarce so bile muka mojih začetnih najstniških let, ki je čisto šlapatal okoli, kar si hodil in je bilo prav, a moram to reči nositi. No, zdaj, ker sem se ozrla, in seveda tudi, kar se tiče glasbe, jaz sem v bistvu, kot pač vsi takrat, začela z Beatli, ne. In pol si pač odkrival, takrat smo imeli še gramofone, pa šli so kasetari počas, si odkrival pač ene stvari in kot, če se spomnite, takrat je bil vzpon disko glasbe, ne, ki sem jo jaz absolutno skrajno prezirala, tako res, ker pa sem začela poslušati Dorse in tako naprej. In pol zelo kmalu zatem punk. No, in v bistvu zdaj sem šla na novo odkrivati to disko glasbo in vključno z orkestrskimi verzijami tedanjih pop komadov, to je, največ tega je imel tale James Last, če se ga spomnite. In seveda sem videla, da sem jaz to disko glasbo seveda sodila s preobilico neznanja, ne. To seveda ima svojo zgodovino, ki se pravzaprav napaja v teh gibanjih, ki so danes tako pomembna, skratka te, ne bom znala niti reči prezgodnji zjutraj, ampak skratka gre za ene subkulture, ki so, to je bila gejevska kultura, no, in ki so jo pol tudi zelo brutalno zrezali oziroma zbrisali v Ameriki, ne. In tako da to je bila osnova in tukaj moram reči, da sem jaz preživela precej ur za kompjuterov, ki mi zdaj vse sorte že ponuja, kot veste, ki zdaj sem nenadoma, ki so seveda bile tudi, bom rekla, nostalgične, ampak kar bi še dodala pravzaprav k celi tej stvari, je, ves čas govorimo o komediji, jaz bi tle seveda dodala to, da jaz tega teksta pravzaprav ne berem kot komedijo, jaz ta tekst berem kot družbeno-kritično dramo. In tudi nisem, to sem jim povedala že na začetku, da mene ne zanima tle smeh, mene ne zanimajo te učinki komičnega, pa da bi hotela na vsak način, da se ljudje zabavajo. Mi smo to postavljali kot pravzaprav zelo resno kritiko, če hočete. Vsekakor nek komentar družbe, oziroma tega, kar se pač v družbi dogaja. Tako da se nisem posluževala običajnih komičnih vzorcev.
In vse te stvari, ki prihajajo iz 70-ih, seveda imajo svoj komični učinek, ampak pravzaprav so bolj, to, kar je bila danes že omenjena beseda, so bolj bizarne, kot karkoli drugega. Jaz to besedilo in tudi to uprizoritev, ki je zdaj na odru, berem kot nekaj skrajno serioznega, kot nekaj, kar je pravzaprav bolj kot ne nek krik besa ali ogorčanja ali česarkoli že hočete na tem, kar se dogaja. Seveda proizvaja neke smehe, ki pa niso huronski, to niso krohoti, so bolj heheti in tako naprej. Tudi zato, ker je, kot rečeno, to res naša sedanjost, v kateri živimo, ni prav bleščeča, no? Če rečem, prav 70-ih vsekakor ne. S tem, da 70, če se spomnite, so bila že ena temna leta, ker takrat smo že občutili naftno krizo, ki je bila globalna. Jaz se spomnim, da sem sedela z mamo, ker ni bilo nafte, pa smo takrat se vsi greli na nafto, sva v sveči sedeli, zaviti v 60, ne vem česa že, tehle puloverjev. Se pravi, to je že napoved tega, kar živimo danes, s tem, da to, kar živimo danes, se mi zdaj, ko gledam nazaj, zdi pravzaprav še dosti bolj strašno, zato ker smo tako nadzorovani in bom rekla, ker živimo, kako že reče županja, tukaj je zrak tako zatohlo vaški, ker je pač cel svet postal globalna vas in ta zrak je res zatohlo vaški. In jaz moram reči, da se mi je vedno zdel v redu, vse tudi, če ni tukaj, če je tle tako težko, ker smo res majhna skupnost, ne, Slovenci, če je tako zatohlo živeti ali tako se počutiš ujetega, se lahko greš drugam, ampak zdaj tudi nimaš več kam jeti, ne, kot vemo. Tako to in naslednja stvar, ki pa bi še jo rada pridodala temu, je pa seveda nekaj časa nazaj, ne prav zelo dolgo, sem dobila en očitek od ene mlade kolegice iz mojega dramaturškega suplemena, da sem kako že družbeno spolno škodljiva. Škodljiva družbenemu spolu. Škodljiva družbenemu spolu, za eno drug moj tekst. Bi rada poudarila, da sem tukaj tudi. In to, da sem na to zelo ponosna. Da seveda, namreč dogaja se to, kar se tiče humorja, da, in ne vem, koliko časa še bomo delali komedije, če mene vprašate, da je seveda ta novi volk, oziroma novo prebujenje, neka nova renesansa moralizma in politične korektnosti zelo napada karkoli je duhovitega, karkoli je, torej, bom rekla, smešnega, karkoli osmešiš, si pol napaden, da je to napad na nekoga ali nekaj, s čimer se jaz seveda ne morem strinjati in že vnaprej svarim, da vse tiste, in to prosim, dajte not kot disclaimer, kot se reče, vsi, ki so, bom rekla, pristaši tega novega prebujenja, bodo zelo ogorčeni nad tem, kar bodo gledali na odru in toplo odsvetujem ogled. Ene vabimo, ene prosim ne vabiti in se zavedati, da kako že spolno, da je škodljivo družbeno spolno in tudi sicer politično nekorektno, tako da ne pridite, ker bo grozno. Mogoče moramo res napisati disclaimer, ta predstava vas lahko napoti k razmišljanju, mogoče si celo ustvarite mnenje. Ja, riziko prevzemate sami. Predvsem pa vsi te, ki ste prebujeni na novo, boste zelo trpeli in nima smisla, da sploh pridete. Tako. Jaz sem hotela se še dodati temu, kar je Ira rekla, načinu prizoritve, ki ga je Ira izbrala, da ne izziva huronskega smeha, ampak smeh nemoči. Ja. Jaz mislim, da je to tle bottom line. Ja, to je tle gre za smeh nemoči. Ker več nimaš kaj drugega, ker se malo posmihaš. Ok, prezračimo naše duše s smehom, če že ne moremo od tega sveta. Še kakšno vprašanje?
Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Koliko ponovitev načrtujete ali načrtujete tudi kakšno gostovanje? Seveda, to je bolj za nas, za produkcijo, za Šentjakobsko. Seveda, pri nas imamo nekje za naše abonente 10 ponovitev, se pravi, da ugodimo našim abonentom. Te ponovitve bodo več ali manj odigrane zdaj zelo v kratkem, takoj po premieri. Pravzaprav mislim, da današnja predstava, ki je predpremierna, je tudi že namenjena abonentom in za izven. Sicer pa s tako predstavo me sploh ni strah, da ne bi gostovali. Zdaj v tem letu so se končno začele stvari tudi na tem področju premikati v Sloveniji, na periferiji, pri producentih, s katerimi smo že predhodno sodelovali. Imamo zelo velike ambicije, da temu tudi zadovoljimo. Vidimo, da je veliko povpraševanje, da postajajo producenti bolj zahtevni, kot so bili pred krizo, bi rekel, kljub temu, da se je na tem področju zgodilo eno umanjkanje, da je veliko skupin razpadlo, da čisto vsi še ne delujejo na istih frekvencah, kot so prej delovali produkcijsko. Se je pa ta trg sekundarnih predstav, se pravi predstav, ki nekje gostujejo in tako naprej, v zadnjih letih zaradi zahtev občinstva, pa tudi ambicioznosti producentov zunaj Ljubljane zelo dvignil. Vidimo, da je velik pritisk tam, kjer smo včasih lažje prišli, s katerokoli našo komedijo so se zahteve dvignile, vzpostavljajo abonmaje, kar je zelo pozitivna vrednota in pa tudi načrtovanje, kajti ko nekje na periferiji vzpostavljajo abonente, to pomeni, da se začne vzpostavljati recimo temu neka bazična vzgoja občinstva, da se navadi ljudi hoditi v gledališče. V celotnem slovenskem gledališkem ekosistemu smo bili zelo zaskrbljeni, kako bo ta kriza delovala na nas in zagotovo ne moremo biti zadovoljni, zaradi tega, ker smo izgubili 2 generaciji, ki z naravnim odlivom nekako odidejo iz gledališča in izgubili ne samo 2 generacije, ampak številne generacije mlajših gledalcev, ki bi morali vstopiti nazaj v gledališče. Tako da pred vsemi nami je eno zelo pomembno obdobje, da gledališče delamo resno, zares, na polno, da preverimo naše obrazce, ki so sledge of hand včasih delovali, zdaj ne delujejo. Ponovno je treba pozorno brati, izdelovati detajle in pa predvsem spoštovati gledalce. Mislim, da se tudi s to nekako bi rekel zastavitvijo, ki jo je začela v zelo neljubem obdobju korone in pa ki je hkrati sovpadla stoletnico Šentjakobskega gledališča, zavedala tudi Mojca Kref, naša pretekla umetniška vodja, in mislim, da to usmeritev nekako nadaljujemo in jo tudi nekako posodabljamo, pomlajujemo v tej viziji Roka Andresa. Mi bomo čez mesec pa pol predstavili prihodnjo sezono, danes še ne bomo govorili o tem, ampak poizkušamo držati seveda to našo identiteto Šentjakobskega, ki služi humorju, zabavi, tudi nekemu demokratičnemu področju, kjer pravzaprav lahko vsakdo, ne samo posvečeni preko akademije, nastopijo v predstavah. Se pravi, smo res en città aperta, en odprt prostor za ustvarjalce. Hvaležni smo ustvarjalcem in profesionalcem, ki delijo to znanje z nami in se trudimo biti neke vrste prvi izmed teh ljubiteljev, orati neko ledino in dvigovati standarde tudi na ljubiteljskem področju. Mislim, da je vsako ukvarjanje z umetnostjo, v mojem primeru bolj poznamo gledališče, da je ukvarjanje s sabo in tega v današnjem času izredno primanjkuje. Ljudje izgubljajo osebnost, čustva, se mi zdi, in gledališče zagotovo, kljub temu, da je nasmeh bolj grenak v kakšni predstavi, je ta nasmeh izredno dragocen, ker je znamenje refleksije, znamenje nekega samozavedanja in mislim, da moramo na tem vsi skupaj kot družba delati.